Dober večer. Pozdravljeni. Povejte nam, ko človek gleda tole nadaljevanko, vidi, da je v njej kar veliko teh spletk, negativnih likov in tako naprej. Boste vi do konca oziroma bo Zvone Jerman do konca ostal pozitiven lik? Ali se bo tudi spremenil? Ne vem, zaenkrat sledim liku, igralcem, torej sem ga nekako posvojil. Moje načelo je, da če ne verjamem sebi, nimam pravice terjati tudi, da gledalci verjamejo. Tako da ja, drž se svojega, prav Zvone, pa bo vse v redu. Tako da jaz se bom tudi držal svojega, v te spletke ne bom vstopal, niti moram reči, da me ne zanimajo kaj dost, ker Zvone Jerman najde zadovoljstvo v drobnih rečeh. In to mislim, da je tudi mogoče sporočilo. Ja, a ga tudi vi najdete v drobnih stvarih zadovoljstvo? Ja, se trudim, no. Čeprav v tem svetu, bom rekel, trenutnih zadovoljstev, imeti čim več in biti čim lepši, je to malo težje, ampak se probam skoncentrirati, se spomniti kakšne stvari, ki ti pove, da so v majhnih stvarih Tukaj vas vidimo, ko pripeljete konja. Kako je kaj na snemanju? Kakšne so kaj dogodki, prigode in tako naprej? Na snemanju smo se zelo povezali, vzdušje je zelo dobro in tako kot sem prej rekel, držimo se, Jermani se držimo zase v svoji hiši, imamo tudi snemanja druge dneve, druge lokacije. In največ, kar imam, seveda imam svojo družino, se pravi ženo, hčerko, sinom in seveda svojim gospodarjem, ki sem mu zvest, pripaden, Petrom Webrom, in trudim se svoje delo opraviti, Zvone Jerman, po svojih najboljših močeh. Povejte nam, lahko izdate še morda kakšni zapleti nas morda kaj čakajo? Sprot dobivamo scenarije. Zaenkrat mislim, da je kar dinamično, tako da sem sam, ko preberam in grem par delov naprej, presenečen, kako to, kakšne razsežnosti dobiva serija. Ja, kar se Jermanov tiče, sina smo pospremili v Ameriko na študij, ampak mislim, da če bi pa kaj več zdaj povedal, bi pa mogoče, kako rečejo mladi, spoilov. Pa ne bova, ne? Povejte mi, kakšna je zdaj razlika, ko pridete iz odra pred kamere? Ja, tako bom rekel, zame kakšne pretirane razlike ni. Razlika bistvena je seveda, da v gledališču imamo 2 meseca vaj za pripravo likov, za pripravo zgodbe, za umestitev zgodbe v nek mogoče družbeni kontekst, za neke režiserjeve ideje, koncepte. Pred kamero pa bom rekel, sploh če snemaš serijo, je to neke vrste trening. Veliko je materijala, veliko je treba posnet. Produkcija je, serija je dnevna serija, tako da v istem tempu, kakor ljudje gledajo, skoraj v istem tempu mi snemamo serijo in terja eno drugo kondicijo, ampak vse to spada v nabor poklica igralca. Nemirna kri, zakaj ste se odločili za to, da sodelujete pri snemanju te serije? Kaj vas je prepričalo? Predvsem lik Zvone Jerman. Zdaj pa, če govorimo o povezavi Lotosa pa Jermana, je to, da prej sva nekaj spregovorila o sreči in tako jaz kot Zvone se trudi najti srečo v malih rečeh, v dnevnih ritualih, v delu in mogoče v interakciji z ljudmi, s katerimi dela, in ga ne zanimajo niti blišč, niti slava, niti vtis, niti ugodje, niti udobje, ampak sledi svojemu in v tem uživa in mislim, da so te trenutki sreče sicer nad majhnimi stvarmi zelo povedni, bom rekel. Spravi, ste si na nek način podobna? Želel bi si. Najlepša hvala, bova s tem končala. Hvala, da ste bili naš gost in uspešno snemanje še naprej. Hvala tudi vam.